Na jubilejnem 10. dnevu inovativnosti je Gospodarska zbornica Slovenije v Kongresnem centru Brdo pri Kranju nagradila najboljše slovenske inovacije za leto 2011. Podelila je 4 diplome, 6 bronastih, 28 srebrnih ter 7 zlatih priznanj in letos prvič razglasila tudi inovacijo leta po izboru javnosti. Častni gost podelitve priznanja je bil predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk, ki je inovatorjem tudi podelil zlata priznanja. To, kar nas lahko navdaja z zadovoljstvom v tem času, je veliko število inovatorjev in zelo veliko inovatorske energije, ki obstaja v Sloveniji. V evropskih primerjavah je Slovenija med boljšimi državami, kar zadeva število inovacij in odprtost gospodarstva za inovacije. Kot so povedali nagrajeni zlati inovatorji, je klima v podjetjih naklonjena inovativnosti, vodstva podjetij pa inovatorjev spodbujajo in podpirajo. Imamo srečo, da midva smo zaposleni v podjetju, ki da zelo veliko na inovativnost, na dejansko novitete in lahko rečem, da imamo strašno spodbudo za prihodne projekte. O tem, kako v podjetjih upravljati z intelektualno lastnino, jo ščititi in izkoriščati, so v dopoldanskem delu dneva inovativnosti spregovorili domači in tuji strokovnjaki. Predstavljena je bila tudi možnost uporabe arbitraže pri reševanju sporov s področja intelektualne lastnine. Nadalje je zelo pomembna prednost, možnost strank, da samostojno izberejo arbitre, ki so specialisti za področje intelektualne lastnine in ki poleg pravnih znanj razpolagajo tudi s tehničnimi in drugimi specialnimi znanji. Na tuje trge v skupnem čolnu so v Centru za mednarodno poslovanje poimenovali Dan internacionalizacije na Gospodarski zbornici Slovenije. Dobro obiskane konference so se udeležili številni zanimivi govorci iz slovenskih in tujih podjetij ter organizacij, ki so med drugim spregovorili o pomenu sodelovanja in skupnega nastopa, pri čemer je pomembna tudi vloga Gospodarske zbornice Slovenije. Gospodarska zbornica Slovenije je pač še vedno osrednja organizacija, ki združuje slovensko gospodarstvo in treba priznati, da se zelo trudi pomagati slovenskemu gospodarstvu pri internacionalizaciji. Olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Iztok Čop je opozoril na analogijo med gospodarstvom in športom. Za uspeh v obeh so nujni vztrajnost, odločnost, znanje in brezkompromisnost, velik pomen pa ima ekipno delo. Delati v ekipi, kjer vsak se ve za svoje naloge, ki jih vestno in pa 100% upravlja, potem jaz mislim, da je tudi uspeh, predvsem pa užitek ob delu precej večji, kot pa če delaš sam. Konferenca se je popoldne nadaljevala z razgovori na vzporednih omizjih s poudarkom na specifičnih tematikah posameznih, za Slovenijo pomembnih in zanimivih trgov, kot so nemško govoreči trgi, srednja in jugovzhodna Evropa ter Indija. V okviru serije poslovnih zajtrkov je Center za mednarodno poslovanje v septembru pripravil 2 poslovna zajtrka, na katerih so domači in tuji gostje slovenskim podjetjem podrobneje predstavili poslovno okolje Indonezije. We are also inviting Slovenia in general and Slovenian business people to be part of our national development. In Bangladeša. Some possibilities of investing in the energy or power generation sector in Bangladesh. 10. septembra pa je Gospodarsko zbornico Slovenije obiskal podpredsednik Azerbajdžanske zbornice Adil Husejnov. Ob tej priložnosti je bil med zbornicama podpisan dogovor o sodelovanju. Ta sporazum podpira možnosti za prodor v obeh smerih. GZS, Zbornica komunalnega gospodarstva, je v Podčetrtku organizirala drugo problemsko konferenco komunalnega gospodarstva. Osrednja tema konference je bila strategija vlaganj v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter njeno načrtovanje z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja. Skupna ugotovitev je bila, da je skrajni čas, da se to področje sistemsko uredi in komunalna zbornica skupaj z skupnostjo občin in pa združenjem občin tukaj ponuja roko. Gospodarska zbornica Slovenije je v začetku septembra na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala pripombe na novelo obrtnega zakona. GZS ugotavlja, da ne prinaša rešitev, ki bi olajšale upravljanje obrti, ampak uvaja celo dodatne administrativne ovire. Zato menimo, da je potrebno obrtni zakon spremeniti tako, da bo dejansko zaščitil tiste male obrtnike, ki s svojim znanjem in sredstvi opravljajo neko tipično obrtno dejavnost.
Istočasno pa moramo cel zakon deregulirati tako, da bo možno vse ostale dejavnosti upravljati čim bolj svobodno in sproščeno. Gost 7. seje upravnega odbora GZS je bil guverner Banke Slovenije, dr. Marko Kranjec, ki je spregovoril o razmerah in perspektivah slovenskega finančnega trga. V nadaljevanju seje je predstavnica GZS predstavila predlog nove delovnopravne in pokojninske zakonodaje. Člani upravnega odbora so bili kritični do predlaganih ukrepov. Predlog vlade o reformi trga dela pravzaprav sploh ni reforma. Izrazili so tudi zahtevo, da organi Gospodarske zbornice Slovenije v reformnem procesu še odločneje zastopajo interese gospodarstva. Zato sem prepričan, da bo Gospodarska zbornica skupaj z združenjem, torej delodajalcev, morala in da bo uspešno vztrajala pri naših zahtevah.